Kaj pa, če naslednja misija NASA na Luno ni raziskovanje, ampak nadzor? Desetletja so nam govorili, da Luna pripada vsem. Odkar je Neil Armstrong zapičil ameriško zastavo, je Luna ostala ena redkih resnično nevtralnih mej človeštva. Kraj, kjer je lahko vsaka država, ki je sposobna priti tja, opravljala raziskave in raziskovala. Toda ali se to obdobje bliža koncu? Bi lahko prihodnost Lune izgledala manj kot en velik skok za človeštvo in bolj kot ogromna ameriška trdnjava? Ali se NASA res pripravlja na gradnjo ogromne avtonomne lunarne trdnjave, ki jo poganja najsodobnejša tehnologija dronov, da bi si zagotovila eno najvrednejših lokacij na Luni? Kajti, če to drži, nova tekma na Luno ne bo več v tem, kdo bo prvi prišel tja. Šlo bo za to, kdo bo lahko ostal. Trenutno je krater Shackleton ena najpomembnejših lokacij na Luni. Nahaja se na Luninem južnem polu in je ena najbolj nenavadnih geografskih značilnosti Lune. Rob kraterja se dviga tako visoko, da nekateri njegovi vrhovi, znani kot vrhovi večne svetlobe, prejmejo sončno svetlobo skoraj 90% Luninega dneva. Toda znotraj kraterja so razmere povsem drugačne. Nenehno zavit v temo ustvarja hladno past, ki v trenutku zamrzne vse, kar je v njem. Krater so preučevale brezpilotne vesoljske sonde, njihove ugotovitve pa kažejo, da je v njem verjetno prisoten vodni led. To je eno najbolj negostoljubnih mest na našem edinem satelitu in hkrati eno najvrednejših. NASA je pred kratkim razkrila 3-stopenjski časovni načrt, ki bo Združene države prvič po letu 1972 popeljal nazaj na Luno. Agencija vlaga več kot $20 milijard v ta projekt z namenom, da bi astronavte v naslednjih nekaj letih znova poslali na Lunino površje. Let. Toda ne gre le za postavitev še ene zastave, gre za prevlado. Amerika želi vzpostaviti oporišče na Luni in tu nastopi tretja faza. Program, znan kot trajna človeška prisotnost, bi ustvaril Lunino bazo, ki bi lahko gostila ne le astronavte, ampak sčasoma tudi dolgoročne prebivalce. Prvič v zgodovini bi imelo človeštvo stalno postajo na drugem svetu. Zgrajena bo na kraterju Shackleton in bo ustvarila ogromen obroč okoli kraterja, ki bo pokrival več kot 80.000 kvadratnih kilometrov. Astronavti ne bodo le raziskovali Lune, prisvajali si jo bodo. Načrt je, da bo baza zaščitena z eno izmed najbolj naprednih tehnologij brezpilotnih letal, kar jih je bilo kdaj razvitih. Droni bodo kartirali in spremljali Lunino površje ter se samostojno premikali. Toda to niso le kamere. One bodo zagotavljale varnost. Ti droni bodo prispeli na površje Lune veliko prej, preden bo tja stopil človek. Sčasoma jih bodo uporabili za vzpostavitev avtonomnega nadzornega omrežja, ko bo krater Shackleton pod nadzorom ZDA. Toda NASA ni tista, ki začenja tekmo na Luno. Ta poteka že dolgo časa. Čeprav je javnost za te ambiciozne načrte izvedela šele maja 2026, je NASA že leta prej postavljala temelje. Prva faza bo potekala med letoma 2026 in 2029, načrtovanih pa je 25 izstrelitev, od katerih jih bo 21 pristalo na Luni. Večina prejšnjih misij na Luno z brezpilotnimi vesoljskimi plovili je bila izvedena za pošiljanje ene same nadzorne sonde. Tokrat je drugače. Cilj je dostaviti do 4 tone infrastrukture, da bi začeli postopek gradnje lunarne baze po fazah in eno najtežjih okolij na Luni spremenili v prijazno okolje. V središču načrta NASA je pristajalnik Mark I Endurance, ki ga je izdelalo vesoljsko podjetje Jeffa Bezosa Blue Origin. Leta je Bezos opazoval strani, medtem ko je Elon Musk s podjetjem SpaceX prevladoval v sodobni vesoljski tekmi. Zdaj mu je bila zaupana ena najpomembnejših misij v zgodovini in moral jo bo izpeljati. Prva faza, znana kot lunarna baza 1, bo pomenila, da bo pristajalnik Endurance začel svoje prve misije na Luno. Ti zgodnji poleti so zasnovani za preizkus njegovih zmogljivosti z usmerjanjem na Shackletonov povezovalni greben in zagotavljanjem, da lahko njegove pristajalne in pogonske tehnologije delujejo varno. Ko bodo te misije zaključene, bo pristajalnik začel raztovarjati svoje prve tehnološke tovore. To vključuje visokoločljive kamere in lasersko odbojno napravo, zasnovano za pomoč prihodnjim vesoljskim plovilom pri natančnejšem določanju in navigaciji po Luninih lokacijah, ker jih bo prišlo še veliko več. Griffin Mission 1, lunarni pristajalnik, ki ga je razvilo robotsko podjetje Astrobotic Technology, bo imel ključno vlogo v bazi Luna 2. Medtem ko bo Blue Origin skrbel za sisteme za pristanek ljudi, Griffin Mission 1 se bo osredotočila na gradnjo težke površinske infrastrukture. Eden ključnih dosežkov je Flex Lunar Innovation Platform. Gre za večnamensko lunarno vozilo, zasnovano za delovanje po površini, ko se baza začne oblikovati. To vozilo bo prevažalo tovore, dostavljene z Zemlje, in jih odpeljalo natanko tja, kjer so potrebni, ko se začne gradnja lunarne baze. Za lunarno bazo 3 se bodo podjetjema Blue Origin in Astrobotic pridružili še dodatni partnerji, ko bo misija prešla v svojo
najbolj napredno fazo doslej. V tej fazi bo sledila namestitev pristajalnega modula Nova Sea Trinity, ki ga je izdelalo podjetje Intuitive Machines. Ta misija bo prinesla specializirano analitično tehnologijo, ki bo raziskovala magnetne anomalije na Luni in preučevala skrivnostne lunarne vrtince, ki še danes begajo znanstvenike. Prvič se ta faza programa razširja tudi zunaj Združenih držav Amerike, saj vključuje mednarodno sodelovanje s partnerji, med katerimi sta tudi Južnokorejski vesoljski program in Evropska vesoljska agencija. Toda sodelovanje je le prvi korak k nadzoru. Ko NASA začne zagotavljati infrastrukturo za pripravo poti za človeško naselitev, se hkrati pripravlja na večji varnostni obroč v človeški zgodovini. Medtem ko prve faze lunarne baze napredujejo, se laboratorij za reaktivni pogon pri NASA pripravlja na misijo leta 2028, ki bo odločila, ali bo celotna misija uspeh ali neuspeh. Droni Moonfall so avtonomne skakalne naprave, navdihnjene z uspehom NASInega helikopterja Ingenuity na Marsu. Prevažali jih bodo na vesoljskem plovilu Elektra, ki bo četverico 250-kilogramskih dronov prepeljalo proti Lunini površini. Namesto da bi z njimi pristalo, jih bo glavno plovilo izpustilo med potovanjem. To bo dronom omogočilo, da se samostojno razporedijo, ko dosežejo Luno. In od tega trenutka naprej ni več nadzorne ladje in ni druge priložnosti. Prepuščeni so sami sebi. Ko bodo dosegli Lunino površje, bodo uporabili do 10 kamer visoke ločljivosti za ustvarjanje zemljevida težko dostopnega terena znotraj kraterja. Droni bodo po poročanju opremljeni s tehnologijo, ki omogoča samostojno zbiranje informacij. To je pomembno, ker bo NASA tako lahko ustvarila mrežo za sprotno raziskovanje južnega luninega pola že dolgo preden bo posadka stopila na Luno, ker je naslednji korak, da bodo ljudje stopili v eno najbolj neizprostnih območij v naši bližini. Načrti za lunarne baze obstajajo že desetletja, čeprav so bili večinoma bolj v domeni znanstvene fantastike kot resničnosti. Pogovori o tem, kako napajati tako velik podvig, so pogosto nakazovali na sončno energijo. Ta bi bila trajnostna, enostavna za vzdrževanje in zanesljiva. Obstaja pa ena težava. Ne bi delovalo. Lunin cikel zagotavlja sončno energijo le 50% meseca, kar pomeni, da je Luna 14 dni v temi. Ni mogoče ustvariti takšne ravni shranjevanja energije, ki bi vas oskrbovala polovico meseca. Rezervne baterije bi bile izjemno drage, težko bi jih prepeljali in bile bi podvržene okvaram. In to bi pomenilo smrt. Krater Shackleton je eno najhladnejših mest na Luni, kjer lahko dolga lunina noč zniža temperature na približno -400 stopinj Fahrenheita za več kot 336 ur. To je podobno razmeram na Plutonu, zamrznjenem pritlikavem planetu na robu našega Osončja. Cilj je ustvariti lunino bazo z nadzorovanimi razmerami, ki lahko dolgoročno vzdržuje človeško življenje. Človeški izhodi zunaj bi bili omejeni in izvedeni v oblekah z nadzorovanim okoljem. Toda zato bo potrebna nova oblika energije. Glavni adut NASA-inega načrta za lunino bazo je njen projekt površinskega fizijskega napajanja, razvit v sodelovanju z Ministrstvom za energijo. Uporabljal bi samozadosten jedrski energetski sistem, ki bi lahko ohranjal delovanje baze ne glede na lunino noč, sončne nevihte ali zamude pri dobavi. Dolgoročni cilj je, da se uporablja kot del kolonije na Marsu, vendar bo svoj debut doživel na Luni. Fizijski sistem ima veliko prednosti. Je majhen in lahek, poleg tega pa jo je mogoče podvojiti za prihodnje postojanke. Če bo delovalo, bodo energetske težave rešene. Sistem za pridobivanje energije s cepitvijo, ki je še vedno v aktivnem razvoju in načrtovan za kasnejšo namestitev, naj bi za bazo proizvedel do 40 kW energije. To je približno enako količini električne energije, ki bi jo potrebovali za napajanje približno 30 gospodinjstev na Zemlji za celo leto. Toda ta gospodinjstva niso na Luni, nanje niso vezana enaka tveganja. Na Luni bi izpad elektrike pomenil, da bi v nekaj urah vsi na bazi zmrznili do smrti. Tukaj ni prostora za napake, tehnologija pa je še vedno eksperimentalna. Vsak, ki se bo pridružil temu projektu na Luni, bo prevzel določeno stopnjo tveganja, vendar je po mnenju NASA to tveganje vredno sprejeti, saj se v najtemnejših kotičkih kraterja Shackleton skriva skrivnost. Takšna, za katero bi bilo morda vredno umreti. V zgodnjih dneh vesoljske tekme je bilo to natanko to – tekma. Svet je bil v primežu hladne vojne, dve velesili pa sta se borili za prevlado. Nihče ni bil prepričan, kaj bi se zgodilo, če bi Sovjeti prvi prišli na Luno. Bi jo razglasili za svoje ozemlje in grozili z vojaškim napadom, če bi kdo drug poskušal pristati tam. Na koncu je zmaga ZDA omogočila prihodnost, kjer je bilo zadnja meja nevtralno ozemlje, ki ga lahko raziskuje vsak. Zdaj ljudje skušajo ohraniti takšno stanje. Artemisovi sporazumi so bili predstavljeni leta 2020 kot niz nezavezujočih dogovorov, ki oblikujejo prihodnost raziskovanja vesolja v okviru NASInega programa Artemis. Danes je sporazume podpisalo 67 držav, vključno z Združenimi državami Amerike, večjim delom Evrope ter vzpenjajočimi se vesoljskimi silami, kot so Indija, Japonska, Južna Koreja, Saudska Arabija in Združeni arabski emirati. Toda dva pomembna igralca sta opazno odsotna. Rusija in Kitajska, obe dolgoletni vesoljski tekmici ZDA, pri čemer Kitajska še posebej ne skriva svojih ambicij, da bi zgradila lastno lunino bazo, ali bodo ZDA kršile lastna načela?
Eden od temeljev Artemisovih sporazumov je, da morajo biti vse dejavnosti v vesolju namenjene miroljubnim namenom. Države bi se morale zavezati k preglednosti in medsebojno koristni izmenjavi znanstvenih informacij. To bi sicer preprečevalo nacionalno prisvajanje Lune, vendar imajo ZDA za to vrzel v pravilih. 11. člen Artemisovih sporazumov od podpisnic zahteva, da se izogibajo kakršnimkoli dejavnostim, ki bi lahko povzročile škodljivo motenje operacij druge države v vesolju. Na papirju to otežuje obsežen razvoj na Luni. Toda nižje v besedilu je ključen pridržek. Besedilo pravi, da naj bi se narava in obstoj varnostnih območij sčasoma spreminjala, kar bo odražalo stanje ustrezne operacije. To vladi daje nekaj manevrskega prostora pri ustvarjanju tako imenovanih varnostnih območij na Luni. Zgodi se, da je ameriška predstava o tem, kaj predstavlja varnostno območje, zelo obsežna. Kritiki trenutnega programa opozarjajo na pogodbo o vesolju iz leta 1967, ki je bila podpisana, preden so ZDA zmagale v vesoljski tekmi. Ta je v bistvu omejila Luno in vsa druga nebesna telesa na miroljubno uporabo. To je podpisala Sovjetska zveza, v času, ko so imele Združene države prednost, in od takrat se pogodbe držijo. Kitajska je bila k pogodbi dodana leta 1983. Seveda je dejstvo, da so le Združene države kdaj pristale ljudi na Luni, to večinoma naredilo nepomembno, vendar se to morda spreminja. Kritiki trenutnega načrta Združenih držav pravijo, da obstaja nevarnost ustvarjanja vesoljske oboroževalne tekme, vendar se zdi, da se to že skoraj dogaja, ker je na Luni nekaj, kar bi lahko bilo ključ do celotnega osončja. Ljudje z zanimanjem spremljajo trenutno misijo Združenih držav, saj so si za postavitev baze izbrali eno najtežjih točk na Luni. Vse, kar je izpostavljeno globinam kraterja, bo v trenutku zmrznilo. Prav zato mora biti tam. Vesolje je na prvi pogled morda videti mirno, a je nenehno v gibanju. Kozmos vedno prenaša delce z drugih nebesnih teles. Ker je vodni led ena najpogostejših snovi, lahko v majhnih količinah lebdi ali pa ga kometi prinesejo v trdno zamrznjeni obliki. V kakšni obliki bo pristal, je odvisno od tega, kam pade. Vsak delček, ki pristane v kraterju Shackleton, bo ostal trdno zamrznjen, morda celo večne čase. Ocenjuje se, da je v tem kraterju lahko več kot 100 milijonov metričnih ton vodnega ledu. To je več kot 40 tisoč olimpijskih bazenov. V vesoljski tekmi bi to lahko bila adut. Eden največjih izzivov pri ustvarjanju baze na Luni bo ohraniti pri življenju vse, ki bodo tam živeli. Hrana bo verjetno kombinacija vnaprej pripravljenih obrokov za astronavte, ki jih bodo dostavili v bazo, in pridelkov, ki jih bodo gojili na Luni, potem ko bodo v zgodnjih fazah začeli z vrtovi. Toda do vode bo težje priti. Človeško telo lahko brez hrane zdrži dlje kot brez vode. Že nekaj dni brez slednje lahko pomeni smrt. Če ZDA najdejo zanesljiv vir vode na Luni, lahko naredijo življenje na svoji lunini bazi trajnostno. ZDA so morda pravkar odkrile ključ do dolgotrajnega življenja na Luni. Toda to je le izhodišče. NASA in številni njeni partnerji imajo naslednji cilj – Mars, zato pa potrebujete energijo. Krater Shackleton je obdan z vrhovi večne svetlobe, visokimi deli roba kraterja. Ti so izpostavljeni Soncu. 90% lunarnega leta. Z namestitvijo sončnih celic tam bi bila baza opremljena z močnim rezervnim virom energije, ki bi ga lahko uporabili za delovanje baze ali napajanje kateregakoli vesoljskega plovila, ki pristane na Luni. Toda NASA ni edina vesoljska agencija, ki ima oči uprte v to izjemno dragoceno zemljišče. Ameriški podvig na Luno ima zelo ambiciozen končni cilj. Cilj je najprej dostaviti infrastrukturo z brezpilotnimi misijami, nato pa leta 2028 začeti pristanke z astronavti. Potem sledi druga faza. 27 izstrelitev, 24 pristankov na Luni in več kot 60 tisoč kilogramov dodatnega tovora, dostavljenega na površje. Od leta 2029 do 2032 se poudarek ponovno premakne. Gradnja infrastrukture potrebne za trajno človeško življenje na Luni. V tem času bi zgodnji kolonisti sodelovali z avtonomnimi sistemi pri širitvi in vzdrževanju baze ter njenih vse večjih raziskovalnih omrežij. To je izjemno ambiciozen načrt, za katerega mnogi strokovnjaki pravijo, da je preveč prenagljen. Toda Združene države Amerike tekmujejo s časom. To pa zato, ker imajo tekmeca. Mednarodna lunarna raziskovalna postaja ali ILRS je skupni kitajsko-ruski projekt, katerega cilj je ustvariti lastno lunino bazo. Upravljali jo bosta dve veliki sili, ki imata napete odnose z Združenimi državami Amerike. Poleg tega pa še Pakistan, Egipt, Venezuela, Južna Afrika in Srbija. Načrtujejo jo že dolgo časa. Kitajska izvaja brezpilotne misije na Luno že od leta 2007. Ruska agencija Roskosmos pa na Luno pošilja svoje sonde, čeprav z nekoliko bolj neenakomernimi rezultati. Zdaj pa želijo prehiteti ZDA pri vrnitvi na Luno. Časovnica ILRS je sprva zelo podobna ameriški, saj se postopek začne leta 2026. Takrat se bodo začele skupne operacije, ko se bodo začele dostave tovora na površje Lune.
Ko jim to uspe, se bo začela naslednja faza, v kateri bodo vzpostavljali objekte tako v orbiti kot na površju, saj bo baza začela dobivati svojo obliko. To se bo dogajalo med letoma 2031 in 2035, kar pomeni, da zaostajajo za ameriškim načrtom. A nihče ni prepričan, ali bo ameriški časovni načrt sploh izvedljiv. Pričakuje se, da bo baza uporabljena od leta 2036 naprej. Lokacija je tista, ki skrbi ZDA. Kitajska in Rusija sta bili precej skrivnostni glede načrtovane lokacije baze ali njene velikosti, vendar je tudi za njiju načrtovana lokacija na južnem polu Lune. Ni jasno, ali je cilj krater Shackleton, vendar okolje, bogato z vodo, to lokacijo naredi zelo privlačno. To pomeni, da ZDA ne poskušajo le ponoviti svojega preteklega uspeha. Tekmuje, da bi ohranile svojo prevlado v vesolju. Od časa Sputnika Združene države niso bile v zaostanku v vesoljski tekmi in nikoli jim ni bilo treba odgovoriti na eno veliko vprašanje. Kaj se zgodi, če tja prvi pride nekdo drug in si prisvoji njihovo ozemlje? Ker so viri na Luni vabljivi, Mars pa se kaže kot naslednja velika meja, bi lahko vesoljska vojna postala neizogibna. Zato Združene države gledajo na Luno na način, ki ga nihče ne more prezreti. Jedrsko napajana trdnjava, postavljeno prav na najbolj bogato območje Lune, ki ga patruljirajo najnaprednejši droni na svetu, bi zagotovo poslalo to sporočilo. Zdaj ga mora le še uresničiti. Ko je NASA morala prehiteti Sovjete pri prihodu na Luno, se je zanašala na najboljše znanstvenike, ki so bili pripravljeni delati za vlado. Zdaj pa ima dostop do povsem novega nabora talentov iz tehnološkega sektorja, ki jih motivira, da izpolnijo ta navidez nemogoč časovni načrt. Vedo, da bodo, če jim uspe, nagrade ogromne, tako osebno kot profesionalno. A prav tako vedo, da je v primeru neuspeha na kocki veliko več kot le njihove delnice. Če zdaj izgubijo novo vesoljsko tekmo, tokrat morda sami ne bodo mogli več dohiteti drugih. Kajti tokrat ne gre le za hvalisanje, temveč za ključe do vesolja. Tehnologija za vesoljske polete je morda tik pred kvantnim preskokom. Poglejte. 20% hitrosti svetlobe. Novi svetlobni pogon je neverjeten. Odkrijte, kaj bi lahko poganjalo prihodnost vesoljskih potovanj, ali pa si namesto tega oglejte ta video.